Je tudi pri vas že zadišalo po medenjakih? Od kje so prav ti medeni kruhki prišli v Evropo? Dobrodošli v stoječih evropskih novicah. Božič ne bi bil božič brez vonja po cimetu, medu in ostalih zimskih začimbah. In nič bolj ne diši po božiču kot medenjaki. Izdelovanje medenega peciva ima v Evropi več kot 1000-letno tradicijo. K nam naj bi umetnost izdelovanja medenjakov prišla okoli 10. stoletja z Bližnjega vzhoda. O tem, kdaj in kako so medenjaki prišli v Evropo, obstaja več teorij. Ena izmed njih pravi, da so medenjake v Evropo prinesli križarji, ki so tak kruh jedli pri Arabcih. Arabci pa naj bi se še predtem umetnosti izdelovanja medenjakov naučili pri Kitajcih. Druga teorija govori o tem, da naj bi medeni kruh Evropejce učil peči armenski menih Gregor iz grškega Nikopolisa, ki je leta 992 za 7 let prišel v samostan v centralni Franciji. Kasneje naj bi jih na Švedsko prinesli nemški priseljenci. Pisni viri pričajo, da so švedske nune pripravljale medenjake za lajšanje prebavnih motenj. Prva izpričana prodaja medenjakov je zabeležena v 16. stoletju, ko jih je bilo moč kupiti v samostanih, lekarnah in na mestnih tržnicah. Do 18. stoletja pa so medenjaki preplavili tržnice širom Evrope. Tudi v Sloveniji že stoletja izdelujemo piškote iz medenega testa. Poleg medenjakov pa poznamo tudi lectove piškote, ki so lahko različnih oblik, najbolj znani pa so lectovi srčki. Rdeča barva lectovih srčkov simbolizira ljubezen. Rumena barva simbolizira neskončnost. Zelena barva na lectu pa simbolizira rast in razvoj. Lectove srčke sicer pripravljajo tudi v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem. Želim vam, da vam zadiši po božiču. In tako kot vse drugo, so tudi medenjaki boljši, če jih s kom delite. Lepo se imejte in pazite nase.